Danes še posebej lepo pozdravljamo sodelavce Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in strokovna spremljevalca, ki bosta pod budnim očesom in ostrim ušesom spremljala nocojšnje nastopajoče. To pa sta magister Damir Zajec in profesor Tomaž Habe. Sedem tamburaških skupin oziroma orkestrov se bo danes v Brežicah s svojimi nastopi potegovalo za mesto na 41. festivalu tamburašev in mandolinistov Slovenije 2023, ki bo potekalo 22. aprila v Rogaški Slatini. Nocojšnji večer je eden izmed 4 regijskih tematskih koncertov, na omenjeni državni festival pa se na to uvrstijo najboljše skupine posameznih regijskih koncertov. Zgodovinski viri pričajo, da so se pred več kot 130 leti na slovenskih odrih že zaslišali prvi zvoki tamburic. Do tedaj so se s tem glasbilom srečevali le popotniki, ki so zašli v kraje ob Kolpi, kjer se je tamburica igrala skoraj pri vsaki hiši. Zvok tamburic in mandolin je drugačen, je prijeten in vabljiv. Dolga leta so bile tamburice poleg violin edini instrument, ki so jih godci igrali na gostijah in ob posebnih priložnostih. Šele kasneje jih je delno izpodrinila harmonika. Nekoč je neki tamburaš dejal: če igraš tamburico s srcem, iz nje izvenijo prelepe melodije in še elektrike ne rabiš. Se strinjate, ne? Prepričana sem, da bodo današnji nastopajoči igrali s srcem in iz inštrumentov privabili čudovito glasbo. Tamburaško skupino Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Vinica sestavljajo nadobudni tamburaši, ki se lahko pohvalijo tako z nastopi v Sloveniji kot tudi v tujini. Predlani so se prvič predstavili tudi na državni reviji in prejeli zlato plaketo. Na mednarodnem festivalu v Srbiji pa odlično 3. mesto. Pravijo pa takole: brez glasbe bi bilo življenje ena sama napaka, je vedel povedati Friedrich Nietzsche. Obstajajo napake v ljubezni, napake pri delu, napake v razmišljanju ter še marsikatere napake. Nenazadnje ostajajo tudi tiste, ki se nehote prikradejo notno črtovje ali pa ponagajajo glasbenikovim prstom. Ravno s takimi glasbenimi napakami so se letos ubadali vinški tamburaši. Orkestrom Dobreč iz Dragatuša, ki se lahko pohvali s prvo tamburaško opero na svetu. Ta je v objemu Lahinje doživela kar 11 ponovitev in prav tako se lahko pohvalijo z absolutno zmago na svetovnem tamburaškem festivalu Tamburica Fest v Novem Sadu leta 2021. Orkester je v začetku leta z odmevnim koncertom obeležil kar 3 pomembne obletnice: 30 let ustanovitve,
25 let delovanja in 10 let vodenja dirigenta Gregorja Zagorca. Naslov tekmovalnega programa je Slovanska rapsodija. Podobnosti, a tudi različnosti glasbene zapuščine slovanskih narodov v različnih časovnih obdobjih bomo opazili skozi 3 skladbe. Slovanski plesi, Što te nema, kjer bo tudi solistka Tina Kocjan, in makedonski ples. Tamburaški orkester Dobreč in dirigent Gregor Zagorc. Gremo na ples, pa pravijo članice in člani tamburaškega orkestra Glasbene šole Brežice, ki je leta 2010 nastal na temeljih dolgoletne tradicije tamburaštva v brežiški občini. S plesom je človek že od prazgodovine izražal osnovna čustva ob različnih priložnostih, kot so veselje, žalost, ljubezen, sovraštvo. Tudi v današnjem programu brežiških tamburašev so različni plesi in plesni motivi, kot so francoski ples Cancan, belokranjski ples z značilnim svatovskim kolom, za konec pa poskočna hitra polka. Torej, slišali bomo Cancan, melodije iz Poljanske doline in Nasovniku. Tamburaški orkester Glasbene šole Brežice in dirigentka Ana Marija Šimičič.
Zima se letos nikakor ni želela posloviti. Kurente pa smo tudi že klicali na popravni izpit. Sedaj pa končno lahko z zvončki in trobenticami pozdravljamo pomlad. In kako si spomladansko prebujanje predstavljajo tamburaši? To pa nam bodo zaupali člani in članice tamburaškega orkestra kulturno-umetniškega društva Karmen Kort Metlika, v katerem igrajo otroci od 10. do 15. leta. Pravijo, da nas bodo z izborom pesmi popeljali v pomlad. Zato bomo slišali pesem Pomladi, Cherry Pink and Apple Blossom White in Zemlja pleše z vokalistko, solistko Ano Matkovič. Tamburaški orkester kulturno-umetniškega društva Karmen Kort Metlika in dirigent Matej Matkovič. Zvok tamburic sliši tudi v glasbeni šoli Črnomelj. Učenci si pridobivajo izkušnje s solističnim igranjem v komorni skupini in seveda v orkestru, ki se nam bo predstavil zabavno glasbo, ki je zaradi svojega živahnega temperamenta blizu mladim glasbenikom. Tako ustvarjajo nove vezi z inštrumentom in poglabljajo svoje zanimanje za igranje nanj. Nocoj se nam bodo predstavili s Cherry Pink and Apple Blossom White, Music, Music in Amor, Amor, Amor. Tamburaški orkester glasbene šole Črnomelj in umetniški vodja Anton Grahek.
Tamburaška skupina Metliške folklorne skupine Ivan Navratilj že od leta 1975 ohranja tradicijo ljudskega izročila v Metliki. V zadnjih 5 letih so poleg stalnega spremljanja folklorne skupine pripravili tudi 4 samostojne koncerte, sodelovali so pri snemanju za učbenik glasbene vzgoje in tudi sodelovali so na številnih projektih ter dogodkih. Nocoj se bodo predstavili s programom, ki so ga poimenovali S plesom ob meji. Zato sledi na obisku v Prekmurju, obkolpski Oberštajeriš ter ciganski Splet, kjer bodo sodelovali tudi pevci Metliške folklorne skupine Ivan Navratilj. Umetniški vodja je Stane Križ. Tekmovalni del večera zaključujemo z ljubeznijo. Ljubezen je gonilo sveta, ena najmočnejših sil, s katerimi se srečamo v življenju. Ljubiti življenje, ljubiti sebe, ljubiti in biti ljubljen. Tamburaški orkester Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Artiče letos slavi 55. obletnico delovanja orkestra in 90 let tamburaštva v Artičah. Pestra in bogata zgodovina je odraz njihovega spoštovanja in ljubezni do ljudskega izročila, kulturne dediščine in umetniškega ljubiteljskega ustvarjanja. Nocoj pa pravijo, da izbor skladb prav vsakega izmed nas vodi skozi doživetje neskončne ljubezni. Zato bomo slišali Stardust, Cvetje v jeseni in Na te mislim s solistoma Kristjanom Franičem na kitari in vokalistko Adriano Jelen. Tamburaški orkester Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Artiče in dirigentka Klara Šimičič.
Thank you.